Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Na novinarski konferenci ste predstavili Bogatajeve dneve, ki se bodo odvijali od četrtka pa vse do sobote. V čem je rdeča nit teh dnevov? Ja, jaz sem zelo vesel, da se je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje odločila, da sejem ali pa prireditev zaščite in reševanja organizira tokrat v mestni občini Kranj, konkretno v našem mestu Kranj. Najprej je to velika čast, vsi poznamo gospoda Bogataja, ki je bil dolgo vrsto let glavni pri civilni zaščiti in kot so povedali tudi najbolj zaslužen, da je civilna zaščita danes v taki dobri kondiciji, kot je. No in s tem poudarjamo, s tem imenom te prireditve poudarjamo njegov pomen, njegov prispevek k razvoju civilne zaščite. Prireditev se začne v četrtek ob 2. uri, najprej sprejmem njegovo družino, potem pride tukaj še minister za obrambo Republike Slovenije, gospod Šarec. Velikih pomembnih gostov bo tudi prišlo. Dogajalo se bo pa po celem Kranju. Glavni dogodek bo seveda na Slovenskem trgu, potem ploščad Brijoni, pa parkirišče Stara Sava. Imamo potem tudi štadion Stanka Mlakarja, pa potem še pri Vojašnici. Predstavili se bodo pa vsi, ki tako ali drugače delujejo v civilni zaščiti, od policajev do vojske, do gasilsko-reševalne službe in pa seveda ogromno prostovoljcev, od tabornikov, gorskih reševalcev, skratka res za vsakega nekaj. Preko, mislim, da je 86 zdaj trenutno razstavljavcev, bodo pa tudi dogodki, veliko se bo dogajalo tudi v mestni občini Kranj, v avli. Tukaj bomo imeli predstavo za najmlajše, vsak dan bosta 2 ponovitvi, dogajalo se bo tudi v knjižnici, pa tudi pred samo knjižnico sem prej pozabil povedati. Dogodek bo po zadnjih podatkih obiskala tudi predsednica države in pa, kar je pomembno še, zaključek Bogatajevih dnevov bo v soboto ob 2. uri. Tudi iz vaše strani le še povabilo občanom in občankam mestne občine Kranj in okolice? Ja, povabilo ne samo Kranjčanom, ampak tudi celi Gorenjski, to je res izjemna priložnost. Kranj po dolgih 30-40 letih zopet postaja sejemsko mesto, zato vabljeni v Kranj. Lahko pa povem, da seveda glede na to, da smo zavzeli kar veliko teh površin za razstavo, bo problem s parkiranjem. Mi smo se sreči dogovorili tudi z vsemi glavnimi trgovci, možno bo parkirati na Savskem otoku, možno bo parkirati drugod povsod okrog, organizirati bomo tudi krožni promet. Jaz bi prosil za malo strpnosti, ampak dejansko to je tudi ena zahvala za vse tisto, kar tisti, ki delajo v službi zaščite in reševanja, da se jim na tak način oddolžimo. Vemo, kako so lani, v bistvu, kako smo vsi skupaj stopili ob teh katastrofalnih poplavah, ki so se zgodile, in zato je prav, da pridemo pogledati, da jim damo neko pohvalo in da se mogoče tudi kaj lepega naučimo.